Ali veš, da je K2 bolj nevaren kot celo Mount Everest? K2 pogosto imenujejo Divja gora. To je kraj, kjer se tudi najbolj izkušeni plezalci soočajo z neusmiljenimi nevihtami, strmimi in ledenimi pobočji ter srhljivo resničnostjo. Tukaj ni prostora za napake. Za razliko od Everesta, kjer so poskušali tisoči in mnogim je uspelo, K2 ostaja veliko bolj nevaren in smrtonosen izziv. Tukaj, na teh zahrbtnih grebenih in snežiščih, so nekatere najpogumnejše alpinistke v zgodovini našle svojo prezgodnjo in tragično smrt. Plezale so s sanjami in odločnostjo, a njihovo usodo so zapečatile sile, ki jih niso mogle nadzorovati. Snežni orkani, plazovi in nenadni zdrsi v praznino. Na Everestu približno eden od 16 plezalcev ne pride živ dol. Na K2 pa ta številka skoči na 4 od 16, 25% plezalcev ne preživi. Ni najboljše možnosti. In za ženske na našem današnjem seznamu zbirka groznih usod. Kot vedno je priporočena diskretnost gledalcev. Recimo, da stojiš na vrhu druge najvišje gore na svetu. Pravkar si se povzpel na 8611 metrov višje kot skoraj katerakoli druga točka na Zemlji. Tvoja pljuča kričijo po zraku in na obrazu čutiš oster mraz ledenega vetra. A nič od tega zdaj ni pomembno, ker ti je uspelo. Uspelo ti je. Tako se je počutila Lilian Berard 21. junija 1986. Stala je tam prav na vrhu K2 s svojim možem Morrisom. Veter je tulil in sneg je bil povsod. A v tistem trenutku ni bilo nič drugega pomembno. Bila sta tam skupaj, na vrhu sveta. Toda na K2 je priti na vrh le polovica poti. Pravi preizkus je priti nazaj dol. Ko sta Liliane in Maurice začela sestopati, se je vreme začelo spreminjati. Sprva je bilo le nekaj oblakov. Neto je začel pihati oster veter. Po nekaj urah je udarila prava nevihta. Predstavljajte si sneg, ki je tako gost, da komaj vidite svojo roko pred obrazom. Veter vas biča in vsak korak je prava bitka. V snežnem viharju na K2 temperatura hitro pade in vse se zdi, kot da se premika v počasnem posnetku. Tam sta se Liliane in Maurice znašla, ujeta v snežnem viharju visoko na eni izmed najbolj smrtonosnih gora na svetu. Vedela sta, da potrebujeta zavetje in to hitro, zato sta našla ozko polico in se stisnila skupaj, poskušala ostati topla, medtem ko je vihar divjal naprej. Toda ko so ure počasi minevale, je bil vsak trenutek bolj hladen kot prejšnji. Čutila sta, kako ima pojenje moč, medtem ko sta se njuni telesi borili, da bi ostali topli. Liliana je poznala nevarnost. Vedela je, da gori ni mar, kdo si ali kaj si že preživel. Gora je že prej vzela mnogo življenj in zdaj je prihajala po njih. Nevihta je trajala vso noč. Tako so bili do jutra še vedno ujeti, izčrpani in premraženi. Poskusili so se ponovno premakniti, a mraz je bil premočan. Lilianino telo je začelo odpovedovati. Komaj je lahko dvignila noge. Veter je bil neusmiljen borec, ki jih je udarjal z vseh strani in jih z vsakim korakom silil nazaj. Dokler ni na neki točki Liliana morala pasti. Padla je močno, sneg jo je v nekaj sekundah prekril. Čeprav je bil Maurice tik ob njej, ju je slepa nevihta ločila. Poskušala je zaklicati, a njen glas se je izgubil v bučanju vetra. Poskušala je vstati, a njeno telo ji ni ubogalo. Predstavljaj si, da ležiš tam. Čutiš, kako se mraz vse bolj zažira v tvoje kosti in veš, da morda ne boš preživel. Kdo ve, o čem je razmišljala? Vemo pa, da je bila v svojih zadnjih trenutkih sama, obdana le z vetrom in snegom. Ko se je nevihta končno razjasnila, so reševalci našli Lilianino mrzlo in zmrznjeno telo na ozki polici, prav tam, kjer je padla. Toda njen mož, Maurice, je bil pogrešan. Dnevi so se spreminjali v tedne, a o njem ni bilo ne duha, ne sluha. Reševalci so se lahko le spraševali, kako daleč ga je nevihta odnesla. Minilo je 12 let, preden so njegovo telo končno našli veliko nižje na gori, kot je kdorkoli pričakoval. Tako kot njegova žena mu tudi K2 ni prizanesla. Liliana Barnard je bila ena redkih žensk, ki so dosegle vrh K2. A gora ji je vzela življenje, preden se je lahko vrnila nazaj dol. Želim si, da bi bila njena zgodba redka, a je le eden izmed številnih primerov, ki kažejo, kako neusmiljen je lahko K2. Naša naslednja zgodba je še bolj žalostna.
Gre za žalosten primer Julie Tullis, filmske ustvarjalke, matere in plezalke, ki se nikoli ni umaknila pred izzivom. Za razliko od večine plezalcev, o katerih govorimo, Julie ni bila vedno alpinistka. Pravzaprav je svojo ljubezen do plezanja odkrila šele v 40 letih. Predtem je bila inštruktorica juda. Ko pa je odkrila plezanje, jo je popolnoma prevzelo. To je postala njena strast, njen način povezovanja s svetom. Svoje vzpone je celo snemala in ujela lepoto ter nevarnost najvišjih vrhov. Preden se je lotila K2, je Julie že osvojila nekatere najtežje gore na svetu, kot sta Nanga Parbat in Broad Peak, ki sta oba višja od 8000 metrov. In to je počela med snemanjem, kar je pomenilo, da je poleg plezalne opreme nosila tudi težko kamero. Želela je svetu pokazati, kako je tam zgoraj, v razredčenem zraku, kjer je vsak korak boj. Toda K2 je bil drugačen. Divja gora je bila skrajni preizkus. Lahko je ukrepila ali zlomila duha plezalca. In Julie je verjela, da je pripravljena na to. Avgusta 1986 sta se Julia in njen plezalni partner Kurt Dimberger pridružila majhni skupini, ki je poskušala osvojiti K2. Do takrat sta bila tako Julie kot Kurt izkušena plezalca, dobro pripravljena na izziv, ki jo je čakal. Vzpon se je začel dobro in 4. avgusta sta stala na vrhu, več kot 8500 metrov nad morsko gladino. Za trenutek se je zdelo, kot da sta zmagala. Toda, kot že veste, je vrh le polovica poti. Pravi izziv je priti nazaj dol. In takrat se je vse začelo podirati. Ko sta Julia in Kurt začela sestopati, se je vreme hitro spremenilo. Nevihta se je približala. Veter je pihal z več kot 100 km/h, sneg pa je padal tako močno, da sta imela občutek, kot da ju živo zakopava. Uspelo jima je priti nazaj do tabora 4 in tukaj zgodba postane mračna. Tabor 4 je eden najvišjih taborov na gori. Nahaja se na približno 8000 metrih v območju, ki ga plezalci imenujejo cona smrti. Tako jo imenujejo, ker je tukaj zrak tako redek, da je na voljo le približno tretjina kisika v primerjavi z morsko gladino. Zato se vaše telo počasi začne ugašati, ker mu primanjkuje kisika. Ne morete jesti, ne morete spati in jasno razmišljati, postane skoraj nemogoče. Julia je začela to čutiti. Prvi znaki višinske bolezni so jo močno prizadeli. Za tiste, ki ne vedo, je višinska bolezen stanje, ki ga povzroči pomanjkanje kisika zaradi višine. To je, kot da bi imel najhujši glavobol v svojem življenju. Počutiš se omotičnega, v želodcu ti je slabo in si prešibak, da bi se sploh premaknil. A pri tem se ne konča. Tvoji možgani začnejo otekati zaradi pomanjkanja kisika, pljuča pa se napolnijo s tekočino. Vsak vdih postane boj, kot da se počasi dušiš. Ti simptomi Juliji niso bili tuji. Že prej jih je občutila in je vedela, kako jih obvladati. A nikoli tako. Tistič je bilo drugače in slabše. In potem je postalo še slabše. Ko je Julia stopila iz šotora v snežnem viharju, je izgubila ravnotežje na ledenem pobočju, močno padla na led in si zlomila rebra. Kurt ji je pomagal nazaj v šotor in jo zvlekel noter. A Julia je bila v slabem stanju in bolečinah. Bila sta ujeta in nevihta ni kazala znakov, da bi ponehala. Dneve so ostali v tistem šotoru, stisnjeni skupaj zaradi mraza, čakajoč, da se nevihta konča. Toda K2 jih je imel v svojem primežu. Ni bilo izhoda. Julie je hitro pešala. Komaj je lahko sedela po konci, plitko je hlastala za zrakom. Višinska bolezen se je slabšala in je puščala posledice na njenem telesu. Kurt jo je poskušal držati budno, govoril ji je in jo spodbujal naj zdrži. A izgubljala je zavest in se znova prebujala. Njene ustnice so postale modre in koža je postala bleda. Zmrzovala je od znotraj navzven. Do 7. avgusta je bilo jasno, da Julia ne bo zdržala še dolgo. Bila je prešibka, njeno telo je bilo preveč izčrpano. Kurt, njen partner, je rekel, da ga je pogledala z očmi, ki so povedale vse. Zašepetala je, da je utrujena in da mora počivati. Potem je sredi nevihte še zadnjič zaprla oči. Kurt je vstal ob njenem telesu, ujet zaradi nevihte. Dneve kasneje, ko je nevihta končno ponehala, so preživeli začeli svoj dolg spust. Julijino telo je predstavljalo dodatno težo, ki so jo morali nositi navzdol skupaj s svojo opremo in kisikom. Morali so jo pustiti za seboj, visoko, na ledenih pobočjih. To je bil žalosten konec svetle, polne upanja poti.
Julijina smrt je šokirala mnoge. Bila je plezalka, pripovedovalka, pionirka in mati, ki je svojim sanjam sledila do samega konca. Razumela je tveganja, sprejela je vse previdnostne ukrepe. Vendar pa na K2 ni pomembno, kako izkušen ali pripravljen si. V delčku sekunde se lahko strokovnjak spremeni v nemočno žrtev. In včasih se tragedije na K2 ne pokažejo kot nenadne nevihte ali smrtonosni padci. Včasih tihi nevarnosti, tiste, ki jih nikoli ne pričakuješ, vzamejo življenja tudi najbolj pripravljenim. In pustolovec v naši naslednji zgodbi je to spoznal na najbolj pretresljiv način. Julija 2008 je Cecilija Skok stala na K2 z mirno samozavestjo, ki bi jo pričakovali od nekoga, ki je že osvojil najvišja in najhladnejša mesta na Zemlji. Cecilija je že osvojila Everest, Denali in Cho Oyu. Tako da nevarnosti ali ekstremne razmere zanjo niso bile nič novega. Smučala je tako na severni kot na južni pol in bila prva ženska, ki je dosegla Explorers Grand Slam. Bila je izkušena pustolovka. Bila je pripravljena na vse, ali vsaj tako je mislila. Njen mož je bil ob njej. Rolf Bay, prav tako alpinist, ki je delil isto strast. Skupaj sta osvojila že veliko vrhov, a K2 je imel posebno mesto v njunih srcih. To ni bilo njuno prvo srečanje z neusmiljenimi pobočji K2. Leta 2005 ju je slabo vreme prisililo, da sta se obrnila nazaj. Toda zdaj, 3 leta kasneje, sta bila odločena, da dosežeta vrh. Skupaj. Odločila sta se, da bosta plezala na K2 po Sassenovi poti, ker je imela neposredno pot po južni strani gore. Ta pot je bila zahtevnejša kot običajno, a prav to ju je privlačilo. Vzpon je potekal dobro. Po gori sta se vzpenjala v rekordnem času in 1. avgusta sta bila Cecil in njen mož skoraj na vrhu gore. Vreme je bilo jasno in vse je bilo na njuni strani, ko sta začela zadnji vzpon na vrh. Rolf, ki je bil nekoliko utrujen in je trpel zaradi višinske bolezni, se je odločil, da bo počakal in počival tik pod vrhom. Toda Cecilija in še en plezalec, Lars Nøss, sta nadaljevala naprej, gnana z željo, da bi ustvarila zgodovino. Cecilija in Lars sta dosegla vrh pozno popoldne, 1. avgusta 2008. Za oba je bil to zgodovinski dosežek. S tem vzponom sta postala prva Norvežana, ki sta uspešno osvojila K2. A nista ostala dolgo, poznala sta pravila gore. Morala sta se čim prej spustiti nazaj. Svetloba je začela bledeti in morala sta se premakniti. Rolf, ki je bil še vedno izčrpan od vzpona, se je široko nasmehnil, ko ju je zagledal. Bil je vesel njunega uspeha. Lars je ponudil Rolfu, da vodi pri sestopu, a je ta zavrnil. Tako je pri sestopu Lars šel prvi, za njim Rolf, nato pa še Cecilija. Sestop so začeli še isti večer. Njihove naglavne svetilke so rezale vse večjo temo. Ko so njihove naglavne svetilke rezale temo, so se previdno spuščali po strmih ledenih pobočjih. Kot izkušeni plezalci so vedeli, da je lahko ena sama napaka tukaj usodna. Toda to je bil K2. Na teh pobočjih včasih previdnost še vedno ni dovolj. Ko so nadaljevali s spuščanjem, je nenadoma skozi goro zadonel globok ropot. Tla pod Cecilijinimi nogami so se silovito zatresla. Cecilija je omahnila in poskušala ohraniti ravnotežje. Pravočasno je pogledala navzgor in videla, kako je luč utripnila in izginila. Cecilija je lahko le z grozo opazovala, kako je njenega moža Rolfa zadel padajoči led. En trenutek je bil tam, naslednji pa ga ni bilo več. Pogoltnila ga je gora. Cecilija je klicala Rolfa, njen glas se je trudil prebiti skozi redek zrak in bučeč veter. A odgovora ni bilo, le tišina. Lars je stekel naprej in obupano iskal kakršnokoli sled za njim v temi, medtem ko je Cecilija obstala v šoku in neverici. Obupano je upala, da je varen. Minute so se zdele kot ure, a ko je Lars končno zaklical nazaj, je bil njegov glas tresoč, ko je izrekel besede, ki jih ni nikoli želela slišati. Rolf je izginil. Lahko si le predstavljamo paniko in zlomljeno srce, a za žalovanje ni bilo časa. Cecilija je morala nadaljevati. Fiksne vrvi, ki so jih uporabili za vzpon, so bile bodisi zakopane ali uničene zaradi posledic. Pot, po kateri so se previdno vzpenjali, je bila v trenutku izbrisana. Obtičala je na več kot 8000 metrih v coni smrti, brez jasne poti navzdol. Prisilila se je narediti en korak, nato še enega. S seboj je nosila šok in strah, medtem ko se je osredotočila le na eno stvar – preživeti spust.
Ure so minevale počasi in boleče, medtem ko se je Cecilija spuščala po K2. Njena moč je pojenjala. Redek zrak ji je oteževal dihanje, telo pa jo je bolelo od izčrpanosti. A ni mogla odnehati. Vedela je, da če ne bo nadaljevala, ne bo preživela. Zato se je oprijemala gore in se v temi spuščala korak za korakom, zavedajoč se, da bi bila ena napačna poteza lahko njena zadnja. Čeprav je mislila, da ji ne bo uspelo, je vztrajala naprej. Končno je prispela do tabora 4, izčrpana, a živa. Njen mož in 10 drugih plezalcev je tisti dan umrlo na K2 zaradi podora ledu. To ostaja eden najbolj smrtonosnih dni v zgodovini te gore. Ko se je Cecilija končno vrnila v bazni tabor, je že preživela pravi pekel. Zapisala se je v zgodovino in nekako preživela to divjo goro. A cena je bila previsoka. Prišla je na K2, da bi plezala s svojim možem, a odšla je z ničemer drugim kot strašnimi spomini in zlomljenim srcem. Zgodba Cecilije ni edina, ki jo je oblikovala neusmiljena narava K2. Za nekatere plezalce je klic gore močnejši od strahu pred izgubo. Naslednja zgodba nam to jasno pokaže. Alison Hargreaves se je odzvala klicu gore in to je njena zgodba. Predstavljajte si to. Piše se poletje leta 1995 in stojiš ob vznožju K2 ter zreš v njegove mogočne strmine. Nebo je jasno, zrak je redek in veš, da te čaka eden najtežjih izzivov v tvojem življenju. Tam je stala Alison Hargreaves, 33-letna britanska alpinistka in mati 2 otrok. A ni bila tam samo zato, da bi dosegla vrh. Bila je tam, da bi ustvarila zgodovino. Alison ni bila le katerakoli alpinistka. Tudi med alpinisti je bila razred zase. Ne samo zato, ker je tisto leto postala prva ženska, ki je sama osvojila Mount Everest brez uporabe dodatnega kisika in s tem prišla na naslovnice po vsem svetu. Tudi zato, ker je pozimi osvojila severno steno Eigerja, ko je bila 6 mesecev noseča. Bila je odločna, strastna in izjemno neodvisna. Bila je plezalka, ki je verjela v to, da je treba stvari početi na težji način. Ko je stala ob vznožju K2, njen cilj ni bil le uspešen vzpon. Namerevala je ponovno ustvariti zgodovino. Tokrat tako, da bo osvojila najbolj smrtonosno goro na svetu na najtežji način. Brez kisika, brez višinskih nosačev in brez kompromisov. Junija 1995 je Alison prispela na vznožje K2, pripravljena osvojiti goro po Abrucijevi ostrogi. Ta pot, poimenovana po vojvodi Abrucijskem, ki jo je poskušal preplezati leta 1909, je ena najbolj priljubljenih, a hkrati tudi ena tehnično najzahtevnejših poti na vrh. Zahtevala je življenja mnogih plezalcev in kot boste kmalu videli, ni težko razumeti, zakaj. Abrucijeva ostroga se strmo dviga z vznožja K2 in se nadaljuje po neusmiljeni poti, dolgi 11.000 čevljev po jugovzhodnem grebenu gore. To je neusmiljena pot, ki zahteva ne le moč in vzdržljivost, temveč tudi izjemno spretnost in jeklene živce. Pot se začne s Haussovim dimnikom, skoraj navpično. 2000 čevljev visoko steno iz skale in ledu, poimenovano po ameriškem alpinistu Billu Haussu, ki jo je prvi preplezal leta 1938. Plezalci se morajo vzpenjati s pomočjo derez in cepinov. Ta odsek je tako zahteven, da ga premagajo le najmočnejši in najbolj odločni. In to je šele začetek. Po Haussovem dimniku postane še težje. Naslednji je odsek imenovan Črna piramida, labirint ostrih, ohlapnih skal, ki štrlijo pod nemogočimi koti, z ledenimi zaplatami, ki so bolj spolzke kot steklo. Paziti moraš na vsak korak in preizkusiti vsak oprimek. En sam spodrsljaj ali ohlapna skala in igre je konec. Večina plezalcev ima živce na preizkušnji do skrajnosti, ko se počasi vzpenjajo navzgor, saj vedo, da bi lahko padec pomenil strmoglavljenje tisoče čevljev do vznožja. A Alisona nič od tega ni upočasnilo. Vztrajno je napredovala, se je enakomerno vzpenjala po gori, s pogledom uprtim v vrh. Toda vreme ji tisto poletje ni bilo naklonjeno. Nevihte so dan za dnem bičale goro in prisilile plezalce, da so se večkrat umaknili. Eden od njenih soplezalcev, prav tako Britanec Alan Hinkis, je uspel izkoristiti zgodnje vremensko okno in se povzpeti na vrh, preden so se razmere poslabšale. Toda Alison se ni mudilo. Bila je potrpežljiva in previdna. Vedela je, da K2 ni navadna gora. Do 6. avgusta je Alison 2-krat splezala do 3. tabora in enkrat do 4. tabora. Vsakič, ko je poskušala iti višje, se je vreme poslabšalo.
Ustaviti se je morala tik nad 22.000 čevlji. Večina njene ekipe se je odločila, da se spakira in odide domov, vendar sta se ona in vodja odprave, Rob Slater, odločila ostati in poskusiti znova. Večina plezalcev je zapustila bazni tabor, vendar je nekaj plezalcev iz drugih ekip prav tako ostalo. Vsi so upali na še zadnjo priložnost, da dosežejo vrh. 9. avgusta so opazili kratko obdobje lepega vremena in se odločili, da ga hitro izkoristijo. Načrt je bil, da tokrat pridejo vse do vrha. Toda takoj, ko so prispeli do 3. tabora, so naleteli na katastrofo. Plaz je uničil njihove šotore. Na večini gora bi to bil jasen znak, da ste naredili napako, da ste postavili tabor na napačnem mestu. Ampak to je K2. Ni varnih mest. Plazovi se lahko zgodijo kjerkoli, kadarkoli. Allison in drugi plezalci so več kot 1 uro iskali po snegu in poskušali najti zakopano opremo. Ko so končno dobili, kar so potrebovali, so nadaljevali proti taboru 4, kamor so brez zapletov prispeli 11. avgusta. Na srečo je bil tabor 4 še vedno postavljen. 12. avgust je bil čudovit jasen dan. Bil bi popoln za poskus vzpona na vrh, vendar so bili preveč izčrpani od vzpona prejšnji dan. Zato so se odločili za počitek. Naslednji dan, 13. avgusta ob 2 zjutraj. Allison in še 10 drugih plezalcev se je odpravilo proti vrhu. Že od začetka so se pojavile težave pri vzponu. Sneg je bil nestabilen, vreme pa je bilo sumljivo. 5 plezalcev se je odločilo, da se obrnejo, preden so dosegli ozko grlo. Ozko grlo je ozek in nevaren odsek, kjer moraš plezati pod ogromnim serakom, ki se lahko vsak trenutek zruši v nestabilnih vremenskih razmerah. To je del K2, kjer veš, da res izzivaš usodo. Eden od plezalcev, ki so se obrnili nazaj, je bil Peter Hillary, sin legende Everesta, Sir Edmunda Hillaryja. Vreme mu ni bilo všeč in se je odločil, da je čas za umik. Toda Allison je nadaljevala. Vztrajala je, gnana z isto odločnostjo, ki jo je pripeljala na vrh Everesta. In ob 18:17 ji je končno uspelo priti na vrh K2. Stala je na 8611 metrih nadmorske višine, eni najvišjih točk na Zemlji. Bila je ena redkih žensk, ki jim je to uspelo, in zagotovo ena izmed zelo redkih plezalk, ki so to dosegle brez dodatnega kisika. To je bil izjemen dosežek. Še ena zmaga za žensko, ki je svoje življenje posvetila dokazovanju, da je vse mogoče. Takrat ni vedela, da se po dolini z juga dviga sistem toplega, vlažnega zraka, ki se bo kmalu srečal z močnim anticiklonom, ki se je približeval s severne kitajske strani gore. Nevihta je Petra in druge plezalce dosegla že ob 17. uri. Spuščali so se po bližnjem Broad Peaku, približno 600 metrov nižje kot K2. Nenadoma se je boril za svoje življenje proti vetrovom s hitrostjo od 130 do 160 km/h. Ko so hiteli po zavetje, so v grozi pogledali proti K2. Še vedno so lahko videli postave na gori, ki so še vedno poskušale doseči vrh. To sta bila Allison in drugi plezalci, ki so še vedno plezali navzgor, popolnoma nevedni o uničenju, ki se jim je bližalo. Ob 18:17, potem ko so dosegli vrh, so Allison in ostali začeli sestopati. Na vrhu je bilo vreme še vedno jasno in niso imeli pojma, kaj bo doletelo. Toda kot izkušeni plezalci so vedeli, da ne smejo dolgo ostati. Niso prišli daleč, ko se je nevihta hitro približala. To je bila ogromna stena vetra in snega, ki jih je povsem nepričakovano zadela. Temperature so močno padle in v nekaj minutah je bila vidljivost ničelna. Bil je chaos. Plezalci so bili razkropljeni in so poskušali najti pot navzdol, vendar brez fiksnih vrvi, na katere bi se lahko pritrdili, in brez zavetja niso imeli nobene možnosti. Gora jih je požirala enega za drugim, ko jih je veter dvignil in zalučal navzdol po južni steni. Skupaj z Allison so bili tam še 3 Španci, Novozelandec in Američan. Nekaj dni kasneje, ko se je preostalih 5 plezalcev spuščalo mimo 4. tabora, so naleteli na čevelj, ki je ležal na polici. Pripadal je Allison. Pogledali so čez in videli njeno telo v zelenem plezalnem kombinezonu, ki je ležalo 1000 čevljev niže pod mestom, odkoder je padla. Vedeli so, da bi jo morali prinesti nazaj, vendar so bili izčrpani in ni bilo načina, da bi jo odnesli dol. Zato so nadaljevali pot navzdol in pustili eno največjih britanskih alpinistk tam, kjer je ležala. Allison Hargreaves je bila stara 33 let, ko je za seboj pustila 2 otroka, ki sta odraščala z zavedanjem, da je bila njuna mati med najpogumnejšimi plezalci v zgodovini.
Prišla je na K2, da bi ustvarila zgodovino, in ji je to tudi uspelo. S pripovedmi, ki smo jih do zdaj delili, morda že slutite, zakaj je K2 tako nevaren in zakaj zahteva življenja toliko plezalcev, ne glede na njihovo izkušenost. Prva stvar, o kateri se vsi lahko strinjamo, je vreme. K2 je dobro znan po svojih ekstremnih in nepredvidljivih razmerah, vse pa je povezano z geografijo. Vidite, K2 se nahaja v središču gorovja Karakorum, ki je eno najbolj geološko aktivnih območij na svetu, saj se gorovje Karakorum nahaja na meji med dvema trčečima celinama, tudi glede vremenskih sistemov. Vetri lahko pridrvi iz Srednje Azije, prinašajoč ledene temperature in slepeč sneg. Medtem lahko poletni monsun iz Indijskega oceana potisne topel, vlažen zrak po dolinah navzgor, kar lahko povzroči močno sneženje in nevarne ledene razmere. Ta lega naredi K2 za magnet za nenadne in silovite nevihte. In za razliko od Everesta, ki je delno zaščiten pred silovitim bremenom zaradi okoliških vrhov, K2 stoji skoraj sam, popolnoma izpostavljen. Strma pobočja gore nosijo vso težo nestabilnih vremenskih sistemov, kar lahko povzroči zelo nepredvidljive vremenske razmere, ki se lahko spremenijo v trenutku. Na primer, leta 2008 so brutalne vremenske razmere na gori povzročile nenavadno zrušitev ledene plošče na višini 7900 metrov. Ta plaz je v enem samem dnevu zahteval življenja. 11 plezalcev in poškodoval številne druge. In žal nestabilnost terena skoraj onemogoča napovedovanje, kdaj ali kje bi se ti dogodki lahko zgodili. In tu je še sama oblika gore. 2 je znan po svojih ostrih izpostavljenih pobočjih. Za razliko od mnogih drugih visokih gora, ima K2 le malo položnih naklonov ali ravnih površin. Poti do vrha so izjemno tehnične in zahtevajo, da se plezalci prebijajo mimo navpičnih ledenih sten in ogromnih previsnih serakov. En sam spodrsljaj, ena majhna napaka, lahko pošlje plezalce na tisoče čevljev v globino. Potem je tu še nadmorska višina. S 8611 metri je K2 druga najvišja gora na svetu. Kot sem omenil prej, je na tej višini raven kisika približno tretjina tiste, ki jo imamo na morski gladini. To je zloglasna cona smrti, kjer se človeško telo ne more prilagoditi pomanjkanju kisika. Vsak vdih postane boj, zaradi česar telo počasi začne odpovedovati. To je počasna smrt, dlje kot ostaneš tam zgoraj, z ali brez plazov ali vremenskih sprememb. Plezalci pogosto doživljajo hudo višinsko bolezen s simptomi, kot so glavoboli, slabost in utrujenost. A lahko postane še veliko huje. Višinski pljučni edem, HAP, napolni pljuča s tekočino, medtem ko višinski možganski edem, CSE, povzroči otekanje možganov. Oba stanja sta lahko smrtno nevarna brez takojšnjega spusta. In na K2 je spust pogosto lažje reči kot narediti. Za razliko od Everesta, ki vsako sezono privabi stotine plezalcev, je K2 precej manj priljubljen. Najbližja vas je oddaljena več dni, gora pa je daleč od večjih mest ali bolnišnic. Ta izolacija pomeni, da če gre kaj narobe, kot se pogosto zgodi, reševanje ni zagotovljeno. Tudi helikopterji, ki jih lahko pošljejo na pomoč, se soočajo s svojimi izzivi, kot so nepredvidljivo vreme in pomanjkanje jasnih pristajalnih mest. Plezalci vedo, da so, ko začnejo vzpon, večinoma prepuščeni sami sebi. Nazadnje, izjemen mraz in občutek mraza zaradi vetra na K2 ustvarjata izjemno kruto okolje. Ozebline so pogoste, mraz pa lahko naredi preprosta opravila, kot sta pripenjanje vrvi ali natikanje rokavic, skoraj nemogoča. Ko temperatura pade in veter okrepi, imaš občutek, kot da te zrak sam reže skozi. Na K2 je vsaka odločitev, ki jo sprejmeš, odločitev med življenjem in smrtjo. Kaj obleči, katero opremo vzeti s seboj in kdaj nadaljevati ali se obrniti nazaj. Vsi ti dejavniki skupaj naredijo K2 pravi preizkus človeške vzdržljivosti, spretnosti in volje. To je gora, ki ne odpušča napak, gora, kjer je lahko že najmanjša napaka usodna. Kraj, kjer lahko bes narave premaga tudi najmočnejše plezalce in jih pusti na milost in nemilost gori. Če vse to vemo, kako mislite, da bi lahko naredili odprave na K2 varnejše? Sporočite mi svoje mnenje. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Bodite pogumni in živite pogumno.